Gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v studiu televizije Exodus, kjer sem posebej vesel, da danes gostimo zelo zanimivega gosta, tako rekoč v vseh ozirih, gospoda Antona Tomažiča. Sicer povod za najin današnji pogovor je njegova pred kratkim izdana knjiga Zlom, ki je izšla pri zavodu Iskreni, iskreni.net in prinaša 5 zelo zanimivih in tudi dobro napisanih zgodb iz zadnjih desetletij nekdanje skupne države, Socialistične federativne republike Jugoslavije. Vendar je seveda gospod Tomažič zanimiv sogovornik, kot rečeno, iz različnih vzrokov. Pa bi vas mogoče, gospod Tomažič, prosil, da se na kratko predstavite tistim gledalkam in gledalcem, ki o vas nič ne vedo. Kaj bi v 5 povedih povedali o sebi? No, lahko tudi več, seveda. Ja. Torej, jaz sem iz Vira pri Domžalah, kjer sem bil rojen in ves čas tam živim. Moja 2 starša sta bila delavca oba. Po gimnaziji sem imel željo, da bi študiral režijo filmsko. Ampak potem so me starši prepričali, da je to malo preveč pustolovsko, pa kje boš pa službo dal, pa tako naprej. Pa sem šel na pravo, ker mi pa sicer ni žal, in sem doštudiral pravo. Potem sem se takrat v Jugoslaviji zaposlil, 2-3 službe sem imel. V 80-ih letih sem pa se pridružil temu našemu disidentskemu gibanju in potem z veseljem tudi sem bil udeleženec Slovenske pomladi, kjer sem bil izvoljen v prvi svobodni parlament, takrat je bila skupščina se imenovala, in sem potem z veseljem deloval, in sicer kot član skupine Demos, v stranki sem bil pa v SDZ-ju, in moj glavni cilj je bil takrat dvojen, da se torej osvobodimo izpod komunizma in pa da se osamosvojimo iz Jugoslavije, da ustvarimo svojo državo slovensko, in to smo tudi naredili, sem bil srečen. Sem potem kmalu pustil politiko in se vrnil v to, ker sem bil pa potem že malo prej tudi v podjetništvo, kjer sem ustanovil, mogoče bo kdo vedel, prvi pravni informacijski sistem Jusinfo, ki še zdaj krasno deluje in ga mnogi pravniki poznajo. In sem tam pomagal, da se je ta podjetje zelo lepo uveljavil in danes krasno deluje. Je sicer član ene mednarodne skupine, ta skupina Jusinfa, ki se zdaj imenuje Lexpera, ima preko 100 zaposlenih v Sloveniji, Hrvaški in v Turčiji. Jaz sem se pa pred 10 leti upokojil in sedaj imam pa več časa za razne, torej za hobije in tako naprej. Predvsem rad fotografiram, potujem, zato sem tudi član Društva popotnih fotografov. Sem pa v času Slovenske pomladi veliko arhiviral in zdaj sem imel možnost, ko sem te arhive prebiral, je pred 2 leti najprej nastala knjiga V objemu Slovenske pomladi, ki je dokumentarna. Not sem veliko raznih dokumentov objavil, ki mislim, da so zanimivi tudi za zgodovinarje. Potem sem naletel še na neke moje leposlovne stvari, ker sem že v Jugoslaviji napisal nekaj scenarijev. Eden se je imenoval Zlom, to vas še verjetno Polka je govorila. In sem rekel, zakaj pa ne bi še tako knjigo napisal. In mislim, da sem zelo zadovoljen, da je tudi ta knjiga ven prišla letos. Ja, mogoče bi vseeno omenila še eno pomembno prelomnico iz vašega življenja. To je dogodek na Nevisu. Aha, dobro, da ste me spomnil. Ja, leta 2001 je bilo res, da smo bili z družino na izletu v enem karibskem otoku Nevisu. In tam sem predzadnji dan našega bivanja tam sem se hotel spet na ta vulkan, ki je okoli 1000 metrov visok,
ampak je zelo poraščen in ko nisem uspel, sem se vračal, sem padel v eno jamo, v eno globoko sotesko, kjer sem se ranil in nisem mogel se rešiti sam, ker je bilo navzdol in navzgor vse prepadno, pa okrog mene tudi. Potem pa seveda, jaz sem mislil, da me bodo našli, pa me niso zlepa in sem se potem vse sorte. O tem sem tudi napisal knjigo, ki se imenuje Drugi kraj rojstva Nevis. In potem zadnje dni, ko sem videl, da me mogoče ne bodo našli, čeprav so se zelo trudili in posebej moja žena Mirjam se je zelo trudila, da bi nikoli verjela, da me ne bodo našli, ne. Ampak sem mogel potem se sam znajti, da sem nekako prišel ven in sem pa 9. dan potem se sam rešil. Bil sem pa totalno izčrpan in potem sem tam v bolnico, sem bil 2 tedna, da so me malo okrepčali. No in o tem sem tudi, kot sem rekel, knjigo napisal, tudi v angleščini je ta knjiga, ki se še vedno prodaja na Amazonu. No, seveda se bova potem posvetila predvsem vaši knjigi, pa mogoče še kaj ob tej knjigi tudi povedala o vaših dejavnostih, razumljivo. Ampak mogoče bi vas vseeno vprašal še nekaj zdaj z vašimi potovanji. Torej, slišali smo, verjetno ni veliko Slovencev bilo ravno na tem otoku Nevis, ki spada v državo Sveti Kitts in Nevis. Potem ste pa nekako vse, koliko je vas spremlja na Facebooku, kjer ste zelo aktivni, ste zelo veliko potovali tudi po Aziji in sicer po tistih delih, ki so nam manj domači, predvsem Osrednja Azija, se pravi nekdanje Sovjetske republike, kot so Azerbajdžan, Tadžikistan, Kazahstan, Kirgizija. Kaj vas vleče tja? Ja, to je res. Veliko sem potoval, posebej zadnjih 10 let, mislim, da sem bil v več kot 110 državah že. Ampak tale, ko ste omenili Srednja Azija, je pa res nekako mi je zelo ljuba. Iz različnih razlogov, ne. Teh 5 stanov, razen seveda Pakistan pa Afganistan, žal nisem bil, ker so prenevarne, da bi bil, ampak so pa zelo zanimive države, že zelo eksotične, pravzaprav so tudi del te svilene poti in je ogromno tudi antičnih in takih spomenikov. Med drugim je pa tudi mi je simpatično, da so to bivše Sovjetske republike, ne, in je še ruščina lepo tam precej domača, ker tujih jezikov nič kaj ne vladajo, tudi angleščine zelo, zelo malo. In se nekako jaz z ruščino potem sem čez prišel, tako da mi je kar simpatično. Pa predvsem tudi zelo so, torej pokrajina je lepa in tako naprej. Naj omenim, da zadnja od teh, ki sem stanov, je Turkmenistan. Turkmenistan je ena res posebna država, ki je druga najbolj totalitarna država na svetu za Severno Korejo in je že to zelo anekdotično, no, kako je ta pač šef države Alfa in Omega, kako ga častijo in kako je vse pravzaprav strogo in je torej kakšne demokracije niti ni ne duha, ne sluha, ne. No ja, Turkmenistan je znam po tem, da so celo imena mesecev preimenovali, ne, po nekdanjem šefu države in še nekaterih njegovih sorodnikih. Ja, tako, ne. Je pa paradoksalno, to je svoja zelo bogata dežela, ker imajo ogromno plina in nafte in tako naprej. No, pa sem se zdaj spomnil tudi takšne stvari. Tudi bombaž je en glavni pridelek, ki ga gojijo. In seveda so se lepo znajdli, problem so obiranje bombaža, ne. In so kar določili, da morajo vsi študentje, učenci, birokrati, takrat, ko je čas, morajo iti na obirati bombaž. Pa ker jih še ni bilo dovolj, so med drugim tudi en tak zakon o prekrških spremenili, tudi pri hitri vožnji, če ste dobili 10 dni obiranja bombaža, takšne kazni. Potem je recimo v glavnem mestu Aškabadu je recimo en ogromen tak 10-metrski spomenik knjigi predsednika, zdaj bivši predsednik, njegov sin je zdaj prevzel, in ta knjiga je bila posvečena mojemu ljudstvu in je bila predmet pri vseh izobraževalnih stopnjah
celo pri vozniškem izpitu si mogel narediti izpit iz te knjige. No, in take stvari, tega je ogromno v Turkmenistanu. Ja, to je zanimivo. No, sam meni sicer kuhanje ni blizu, ampak sem pa vedno z veseljem gledal, kako ste vi potem ponavadi delili tudi kakšne kuharske recepte, recimo se spomnim iz Kirgizije, Kazahstana, neke jedi ste potem tudi doma poskušali narediti. Ja, tudi ne, recimo en zelo dober tečaj, sem bil presenečen, kako je bilo dobro organizirano v Kambodži. Sem šel na en tečaj kuhanja kambožskih jedi in smo naredili vse od predjedi, juhe, glavne jedi, sladice, ampak so nas opremili, da smo bili tudi enako napravljeni. Vsak je imel svoj štedilnik, zelo fino, no, in kar je nastalo, je zelo eksotično. Zdaj pa pri jedeh je pa za meni tudi kot fotograf, se mi zdi tudi zelo fotogenično in jih rad fotografiram, tako da tudi domače stvari, če jo nekaj naredimo, no se smo cela družina, vsi kaj svoje radi zakuhamo, ampak če kaj zanimivega radi tudi fotografiramo, jaz pa še te slike rad, ko malo obdelam, pa udarim malo kakšne barve in kar lepe stvari nastanejo, ne. Pa če se zdaj preseliva bolj k vaši knjigi, se pravi, išla je, kot rečeno, letos pri založbi Iskreni.net in kot že rečeno, združuje 5 zgodb, ki opisujejo v glavnem dogajanje v sicer fiktivni, pa vendar prepoznavni veliki jugoslovanski tovarni, ki jo imenujete Megastroj. Mogoče najprej, kako in kdaj je nastalo teh 5 zgodb? Aha, ja, torej, ta prva, po kateri se tudi knjiga imenuje, ki se reče Zlom, ne, je nastala leta 1983, ko sem se jaz odzval na en javni razpis, ki ga je imela Viba Film, ki je bila takrat skoraj edina ali pa vsekakor največja filmska družba. In je bil ta scenarij Zlom, ki sem ga jaz napisal, izbran za snemanje, kar je bilo za mene nekaj fantastičnega, neverjetno sem bil vesel. In je bil že tudi določen režiser, Jože Pogačnik, ki je bil že takrat ikona v Sloveniji in sem bil zelo ponosen. Da, ki ga recimo v Mariboru poznamo po filmu Kavarna Astorija. Točno. Že takrat smo vedeli, to je bil zelo velik, jaz sem rekel, če bo Jože Pogačnik ta film posnel, to bo nekaj fajnega. In dejansko sva se z njim začela dobivati v kavarni hotela Slon in sva že šla po glavjih. Namreč moram povedati, to ni bilo lahko, to je šlo čez več branj, da sem prišel, že je bil določen, ampak Bojan Štih je bil tedaj direktor Viva Filma in mislim, da se je treba tudi njemu zahvaliti. On je bil pa precej tako pogumen človek, bi rekel, že malo tudi disidentsko orientiran in moj film je bil pa po svoje kar družbeno kritičen ali pa zelo kritičen za tiste čase. Seveda zaradi tega pa še večji izziv tudi režiserju. No in so mi celo rekli, da še malo treba dialoge izpiliti in smo šli k Marjanu Rožancu, ki je bil pa znan pisatelj. In stvar se je pa ustavila potem, ker je Štih umrl, direktor Štih, potem pa, ker ni bilo te močne zaslombe več, pa poguma, se je hitro našel izgovor, da ni sredstev in tako naprej. In ta stvar ni bila nikoli realizirana. Jaz imam ta scenarij, sem ga spravil, ne. No, ko sem ga pa zdaj spet malo našel, sem pa rekel, da se to pa ni tako slaba stvar, ne. In sem zaradi tega to malo predelal. Pa še ene dva druga, tudi v tej knjigi, dva od tega, tudi sta scenarija, en je Radijska igra. Nekaj sem pa zdaj čisto na novo napisal, po spominih in tako naprej. In tako je nastalo teh 5 zgodb. Kaj bi rekli, kaj je rdeča nit teh 5 zgodb? Meni se zdi, da vseeno imajo kar precej skupnih točk, pa se seveda razlikujejo v podrobnostih. Jaz mislim, da kar naslov sam pove, Zlom, ne. Slej ko prej človek pride do enega in tudi takrat do trenutka, ko se moraš odločiti, ali boš zdržal razne pritiske, ali se boš uprl, ali boš šel, ali se boš zlomil, no, in je vseh teh
tole sicer, ker tudi naslovnica fizični zlom pri nekem dogodku v tem, ki ste rekel, megastroj, ki je pa v bistvu ga lahko prepoznate kot litostroj, ker jaz sem bil v litostroju tudi zaposlen 12 let in zato pa malo poznam tudi to problematiko, ki je bilo, to se reče, delali smo turbine in tako naprej. Jaz sem sicer pravnik, ampak sem šel dol in sem se pozanimal, kakšen je krožni zaslon in tako naprej, ker sem ta scenarij pisal, da je tako realistično napisan. Potem sem si seveda že tudi zamislil, da bi lahko krasno snemali v litostroju, pa delno pa dol v Bosni, kjer gre tudi za eno elektrarno in tako naprej. No, in to je bilo potem, kar se tiče te zgodbe, ne. Pri drugih zgodbah so pa kakšne stvari so tudi malo avtobiografske, ampak sem kombiniral, če je to leposlovje, fikcija, ene stvari sem se zmislil, ene sem pa nisem mogel kaj, da jih ne bi skoraj bi rekel opisal tako, kot so dejansko takrat potekale. No, moram priznati, da sem pri branju kar veliko ugibal, katere dejanske osebnosti se skrivajo za posameznimi liki, ki nekateri nastopajo tudi v več zgodbah, tako tudi vi, seveda nekako se pojavljate vsaj v 2 zgodbah kot lik, ampak ne bomo zdaj povedali spoilerja bralcem in bralkam, ne. Ampak to je kar prepoznavno. No, potem ste tudi Štihu, ki ste ga omenili, torej Bojanu Štihu ste pa mislim, da celo z imenom postavili spomenik. No, to sem pa zanalašč, ker mislim, da je bil in tudi mislim, da je še kdo. Tudi, mislim, da tudi vašemu rojaku Tonetu Partliču, ki je bil tudi gost našega kulturnega večera v Litostroju. Pa omenjate moj ata socialistični kulak. Ja, tako in tako naprej. Če je bilo kaj takega, sem omenil, ali sem pa mogoče tudi rahlo spremenil torej imena. Pa kakšna oseba se mogoče v 2 ali pa 3 zgodbah ponavlja, kar pa ni takoj za spoznati, ampak še na koncu vidiš, da bi to dejansko. No, potem ena zelo zanimiva in tudi jasno zelo filmska poteza teh vaših zgodb je, da kombinirate v več zgodbah, če ne celo v vseh več časovnih ravni. Se pravi, večkrat predstavite bralca 20 let nazaj in potem spet vrnete nazaj 20 let. To je v bistvu ena taka zelo filmska poteza, tako da je treba kar nekaj razmišljati pri branju. Ja, pa če bi bila filmska, bi bila tudi malo dražja, verjetno, če greš nazaj 20-30 let, je treba precej drugačna scenografija. Ampak ne gre za to, gre za to pravzaprav, da sem jaz, mislim, uspel prikazati ta velik razvoj družbe jugoslovanske, ne. Naprimer, že to samoupravljanje, ne, ki se je teoretično začelo 50. leta, ne, začetek 50. let, ko so šle kakor, da so dali tovarne v upravljanje delavcem, ne, in je mogoče na začetku še v 50. letih, pa kaj mogoče še do 60. bilo kar nekaj entuzijazma in so bili mnogi kar navdušeni ali pa so se delali navdušene. Potem je pa to samo upravljanje počasi in mislim, da sem tudi prikazal že v tej prvi zgodbi, je bila pa ena sama apatija, ne. Ker to so bile same fraze, odločali so drugi ali na vrhu podjetja, predvsem pa tudi tam politika, na Tomšičevi in tako naprej. In mislim, da sem tudi to prikazal s tem, da sem recimo, če je bil zbor delavcev, da sem opisal, da so ljudje na uro gledali, bi šli radi že domov, posebej, če se je bližal čas kosila in tako naprej. Na ta način mislim, da sem tudi in sem dal dejansko približno, mislim, od leta 1950 pa do ne vem koliko, čez že 80. leta zelo pozno sem dal neke prizore. Ja, v bistvu govorite o enem svetu, ki je recimo meni, ki sem prvih 12 let recimo preživel v Jugoslaviji, še koliko toliko domač, ti pojmi, tost, sost in podobno, ampak dejansko za mlajše bralce je pa to že, kot da bi govoril nekako o prazgodovini. In v tem smislu ima vaša knjiga verjetno tudi precejšnjo dokumentarno vrednost, ampak kakšno podobo te Jugoslavije, tega samoupravljanja ste pravzaprav vi hoteli naslikati? Ja, glejte, jaz sem skušal tisto vzdušje ustvariti, ne. In če so bili ljudje recimo
precej, mislim, smo bili indoktrinirani. Potem so govorili, ne vem, recimo o našem ljubljenem predsedniku, tovarišu Titu, ne, ki je med drugim tudi vodja neuvrščenih, a ne, in neuvrščeni so pa skoraj večinski, jih je več kot vseh drugih, ker so tam Kitajci, pa ne vem kdo še, ja, no, Kitajci jih ne, ampak večina ljudi, in ker je on tam vodilni, je praktično glavni politik na svetu in tako naprej. Jaz sem v knjigi pustil, da se tako govori o njem, ker se mislim, da brali sam opaz, da so ljudje indoktrinirani, ne pa da bi jaz tam razlagal, kaj vse o Titu zdaj vemo, ne, ker takrat pa nismo vedeli. No, seveda, ja, dejansko je treba vedno naslikati vzdušje, kot je bilo takrat, ne s tem vedenjem, ki je danes. Ne. Tako. No, seveda pa v vsaki od vaših zgodb nastopajo zelo različni ljudje značajsko, tako kot ste rekli, nekateri so oportunisti, drugi so idealisti, potem so številni vmes. V bistvu je to neka skupna poteza vseh zgodb, da najdemo vse te tipe likov v vsaki od zgodb. Ja, jaz sem recimo v eni zgodbi enega Jožeta prikazal kot idealista in se tako naprej. Mogoče 20 let kasneje pa pravzaprav že oportunista, ker se je očitno med tem zlomil, ne, prišlo do zloma tistega. In tako je pač bilo. Isto je, kot naprimer članstvo v partiji, ne, v Zvezi komunistov takrat, ne. Težko zdaj, jaz nobenega ne obsojam, če je bil. Ne. Po svoje razumem, ker so bili nekateri iz čist enostavno praktičnih razlogov, da si lahko neko normalno kariero imel in tako naprej. Čeprav jaz nisem nikoli bil in nisem hotel bil, čeprav so me silili pa obljubljali, ampak se nisem dal zlomiti, kar se tega tiče. Takšna je bila pač situacija družba. Ne. No, mogoče ena poteza, ki me je presenetila, seveda mi je bila tudi všeč, ste relativno pogumni tudi, ko opisujete spolnost, vsaj v nekaterih zgodbah. Ja, veste kaj, bom pa čisto odkrit povedal. V scenariju je bilo mogoče, je bilo še malo bolj pogumno, kot je v knjigi. Ker jaz sem takrat, hotel, da je film privlačen, gledljiv, ne. In tudi spolnost je ena komponenta pomembna in romantika, ker ta film, če bi bil, je večplasten, ne, od kriminalke, ki je v bistvu, gre za neko diverzijo in tako naprej, sabotažo, te družbeno, tudi ljubezenske zadeve, in potem del tega seveda tudi spolnost in mislim, z režiserjem sva se pogovarjala, da bi stvari prikazali, ampak seveda tako. Tudi erotika ne bi bila funkcionalna, ne samo po sebi, ampak nisem pa hotel, da to izpustimo. No, sej mogoče še kdaj bomo pa videli, koliko se bo. Zdaj bi se pravzaprav še lahko, smo bolj pogumni, kot smo bili včasih. Ja, je pa res seveda, da je ta časovno seveda za zelo veliko ljudi bo to nekaj znanega, ampak marsikoga bo pa to nek popolnoma neznan svet, ne, če se to danes Ja, to se pa strinjam, ja. Zanimivo, tako da bo to že v bistvu zgodovinski film. Pred časom smo se pogovarjali, če bi kdo še kakšno recenzijo napisal, ne, pa je nekdo rekel, ja, to mora biti nekdo starejši, tak je to živo, pa ki pozna, pa to. Ampak jaz se čisto strinjam, ne, jaz bi rajš, ena je že fantastična. Da je Letnar. Ja, Letnar je napisal in objavil, torej na Jusinfu, eno recenzijo, pa je mlad, ne. In jaz bi rad videl, kako mladi vidijo ta roman. Tudi če rečejo, da kaj ne razumejo, se da to vse predebatirati, ampak je bolj namenjen mladim kot starim, no. Da malo spoznajo vzdušje v tistem času. Ja, mislim, da se tudi zgodovinski romani delujejo na mlade bralce, ne, in zdaj tu deloma seveda je, pravzaprav to je, vsaj za mlade že, v bistvu so to že zgodovinske novele, recimo. Mislim, da se da veliko naučiti in spoznati o
času, v katerem seveda pišete. No, potem se pa dotikate v eni od zgodb, 4. mislim, se dotikate tudi vprašanja položaja verujočih v družbi, takratni seveda v 70. pa potem 80. letih. Kako ste pa ta del doživljali takrat? Ja, torej, jaz sem pač iz krščanske družine, starši so bili in tudi mene so vzgojili. Morali smo pa seveda malo gledati, ne, takrat na začetku, se veste, v šoli so bili tam, niso bili temu naklonjeni, ne, je bilo, jaz sem še tiste čase doživel, ko, če smo perhe barvali za Veliko noč, mogli paziti, da nimamo preveč barvastih prstov, potem v šoli bi nas po strani gledali in tako naprej, tako da je bila na nek način vera čistko bolj, ali pa da smo se čutili kot drugorazredni, kar se tega tiče, ne. In, no, jaz sem pa v eni od teh zgodb pa pravzaprav dal prvoplannega likenega kaplana mladega, ki so bili pa po moje tudi v težki situaciji, pravzaprav včasih tudi z obeh strani, ne, ker tudi v cerkvi so ljudje krvavi pod kožo in mislim, da sem tukaj dobro prikazal tudi neko, kolikor se je dalo, neke take dileme. Sem pa sam tudi hodil, ne samo k verouku, potem tudi k mladinskemu verouku in sem nekako tudi te ljudi malo bolj spoznal, da sem znal nekako čutiti njihove življenjske težave in dileme in tako da mislim, da sem mogoče v tem naslov je pa torej v ujetništvu Zlatoroga, ker se vidi, da pravzaprav dogaja se tudi v planinah in tako naprej, zato Zlatoroga, ne, ampak da neke prave svobode ni, da je samo hrepenenje po svobodi, ne, bilo takrat. No, tu ste pravzaprav zelo neposredni, ko prikazujete to, kako pravzaprav nekako posvetna in cerkvena oblast stopita skupaj, ko je treba to svobodo omejevati, recimo. Ja, torej, tako sem nakazal, mislim, da je tako tudi bilo, da ima tudi, in da se je cerkev sama ima sabo veliko dela, da se malo očisti, mislim, da se tudi je zdaj, neke arogance več ni, ampak se pa še najdejo vse sorte tudi ljudje, ne. No pa ob tej zgodbi, ki ste ravno omenili, se mi je zastavilo tudi eno vprašanje, ki se meni zdi pravzaprav ključno. Zakaj recimo, imamo v Sloveniji take težave s prelomom, s preteklostjo? Ker vi tu nakazujete v bistvu, da se v teh likih Alenke in Cirila se srečata pravzaprav neki katoliški tok, recimo nasprotovanja komunističnemu režimu in pa liberalni, ne. In jaz mislim, da je en glavnih problemov, da ta dva tokova potem na koncu nista prišla skupaj oziroma je liberalni tok se na koncu bolj odločil za sodelovanje z nadaljevalci prejšnjega režima. Zakaj je v Sloveniji do tega prišlo, medtem ko recimo na Poljskem, Češkem pa tega ni bilo? Ja, glejte, jaz le mislim, da ni slučajno, da smo bili mi najbolj vzhodna dežela, ne? In zaradi tega nekako najmanj nasilna, najmanj totalitarna, manj kot so bile druge, ne? To ni bil tak grob komunizem, kot je bil recimo v Rusiji pa tako naprej, je bil še najmanj mogoče. Zato tudi reakcija najmehkejša, nekako, ne. In ni bilo te potrebe po takih izbruhih, kot so bile na vzhodu, pa ilustracije potem zaradi tega ni bilo in tako naprej, ne. In se je potem nekako so kar, bi rekel, poceni odnesli torej nosilci prejšnjega režima, ne. Če zelo poenostavimo, je bil lahko predsednik centralnega komiteja Zveze komunistov, potem pa izvoljen za predsednika republike v demokratični državi, ne. To že veliko pomeja, ne, in s tem so vsi tisti tudi mnogi njegovi pač simpatizerji dobili korajžo in se vse skupaj vleče in je to eden od vzrokov za to našo zelo zakasnelo tranzicijo, ki se še kar vleče in to je slaba stvar tega, ne. Ja, to
dosti opažamo. No, ker to, da je bil nekdanji šef partije tako izvoljen za predsednika države, oziroma republike še takrat, je relativno redko, da imate prav na Evropskem vzhodu. No, ampak se pa ne bi strinjal z vašo oceno o naravi tega režima, predvsem tu, ko gre za odnos do vere in cerkve. Tu se mi zdi, da pa je vseeno Slovenija bi lahko kar postavili v bok Sovjetski zvezi v tem, koliko je pravzaprav izrinjala verske vsebine iz javnosti. To tudi vi omenjate, da sta beseda Velika noč, Božič, God so bile pravzaprav prepovedane. Ne, to vam dam tudi čisto prav. Jaz sem bolj na druge stvari. No, seveda, druge stvari so pa jasno. Ja. Recimo potovanja. Jaz sem bil, ko sem kot študent lahko potoval v Ameriko, pa na Zahod in tako naprej, kaj Čehi pa Madžari niso mogli. V tem smislu, pol smo imeli še tule takoj Trsta in tako naprej. In v tem kontekstu smo bili precej nedvomno, seveda, to si lahko videl precej več sveta. No, se vi tudi omenjate to, da je bil v bistvu očitek temu kulturniku Tomažu Kebru, ki mislim, da je vaš alter ego, če se ne motim, da so mu potem očitali, da je fotografiral kozolec, ampak se je zadaj videla cerkev. Ja, to so taki pa primeri, in tega je pa bilo tudi kar precej, No, pa znam primeri tiste televizijske napovedovalke, ki je imela križ okoli vratu enkrat, ko je napovedovala in potem ne vem, kako dolgo ni mogla napovedovati. Tega je bilo pa kar veliko, Ampak to seveda tudi vi pravzaprav zelo nevsiljivo številne podrobnosti iz takratnega vsakdanjega življenja uspete vključiti svoje zgodbe. Navsezadnje tudi to je danes vedno težje predstavljivo, da se je delavnik začel ob 6. zjutraj. Jaz se to sicer še spomnim od svojega očeta. To so take stvari, ki počasi izginjajo ali pa so že izginile. No, sem vesel, da ste opazili to, ker jaz sem hotel včasih mogoče samo iz 2-3 besednih zvez nekaj povedati, kako je takrat bilo. Torej, to je res, upam, da je nekaj vrste leposlovje, to ni dokumentarna zadeva, da bi smo lahko kaj razlagati in nisem razlagal. Tudi, ker smo recimo izrazoslovje, jaz sem včasih pustil tudi kakšne srbohrvaške izraze take, ki so jih pač takrat uporabljali. To je bil del tega. Teoretično so bili vsi jeziki enakopravni, dejansko je bila pa srbohrvaščina glavna in da ne govorim seveda o vojski, kjer bi tudi bili enaki jeziki, ampak je ni bilo. In smo potem tudi mi v Sloveniji dejansko uporabljali izraze, no se so še mnogi še do zdaj ohranili in jaz sem pol to pustil. Nisem samo opozoril pol urednike, da ne bi to, ali pa lektorje, da ne bi mi to spreminjali. Pustite ta izraz tako, kot je. No, vse to je tudi mogoče ena od prednosti te knjige, ravno ta jugoslovanski kolorit, tudi številni sodelavci seveda so prišli iz drugih jugoslovanskih republik in se to zelo lepo vidi v teh zgodbah in seveda ti jezikovni vložki zelo veliko prispevajo k temu, da deluje zadeva nekako pristneje in tu res znate vi nevsiljivo vplesti take stvari. No, me veseli. Sem bil, seveda, glejte, tudi to, da sem bil eno leto v vojski in to dol v Južni Srbiji, to ti tudi veliko da raznih izkušenj in tako naprej. In en del v eni zgodbi se celo malo tega vojaškega osebja pojavlja, oziroma sicer to je že teritorialna obramba. Ta brada četniška naslov. No in tam se tudi vidi, da je ta mentaliteta je pa še zmeraj ista, kot je bila v JLA, čeprav smo zdaj, kakor da je to slovenska zadeva. No, seveda se vzgoja je bila podobna. No, potem mogoče še ena stvar je pa ravno tudi vloga raznih, ki je tudi to zelo opazna, raznih vratarjev, tajnic. Se vidi, da so to bile seveda zelo pomembne osebe v podjetjih ali v podjetju in tudi to uspete zelo vključiti v svojo pripoved. Tako je. Ali pa če slučajno zazvoni, pa je Tomšičeva. Ja, tisto pa tudi. Tomšičev je bil namreč centralni komitej Zveze komunistov.
In potem je takoj v prvi panika, zgodbi, ja. ne pa še eni, v tretji, Ja. se pa dogaja stvar v tovarni, se jo lahko prepoznate, zdaj je Litostroj, prej so bili pa Titovi zavodi Litostroj, Pravite Titov kombinat, ja. zelo politična tovarna, skoraj 5000 delavci in torej so tisti iz Tomšičeve zelo gledali, kaj se v tej dogaja. In sem jaz to sam tudi čutil, sem bil 12 let tam in sem vedel, kaj pomeni, če je bilo kaj iz Tomšičeve, in sem tudi tukaj opisal, kako takrat se vsem roke zatresejo, če iz Tomšičeve kaj telefonirajo. Samo to so, ene stvari so se dejansko dogajale, ne. Lahko zaupam, tega ni v knjigi, ampak tam, ko je tista velika frka okrog kulturnega dogodka, ki naj bi govoril o narodni spravi in da je to nekaj groznega, ne. Jaz sem bil tisti, ki sem to sprožil in se nekaj časa nisem dal zlomiti, ne. In sem šel od Poncija do Pilata in sem šel tudi, kar je sedaj bi bil kulturni minister, takrat je bil pa republiški sekretar za kulturo, Kmecel, ne, do njega. Rekel, zakaj ne dovolite kulturnega večera? In seveda mi je kimal, sam nič mi ni bo pomagal, ne. Tako da, ker je on je bil tudi s Tomšičevo povezan, ne. Ja, seveda. No, ta zgodba Narodna sprava je naslov, ne, je pravzaprav tudi, mislim, najdaljša po obsegu in dejansko tudi zelo dobro prikazuje to vzdušje v teh poznem obdobju samoupravljanja. Ampak še ena stvar, ki je še vedno za nas tudi danes pojem, čeprav tega v tej obliki tudi več ni, je prikazana v vaši knjigi, to je sindikalni izlet, sicer dobi potem kar malo tragičen zasuk, ne, v vaši zgodbi. Jaz ne vem, če je to še, ampak takrat so bili sindikalni izleti pojem žurke, popivanja, verjetno tudi kakšnega nečistovanja in tako naprej. Ker zdaj pa ne vem, verjetno ni več toliko, bi rekel, znotraj podjetij takšnih tovrstnih aktivnosti, ne, tako da. Pa ta zaplet, ki je v tej zgodbi zelo eksplicitna, je to izmišljeno? Ali je to... Katero mislite? Pri tem sindikalnem izletu na Plitvice? No, ne, ta del je pa v celoti izmišljen. Čeprav je dobro. Nič posebnega ni bilo, samo vzdušje sem hotel pokazati. Pa ne samo vzdušje, tudi tukaj sem pa eno osebo sem skušal prikazati, kako je, če je človek malo samosvoj, če je majčkeno drugačen, kako te začnejo takoj zafrkavati, kako potem pa še silijo, da si še bolj drugačen in da se v končni fazi osamiš, ne. To sem hotel in to je ta bolj psihološka. Mislim, da je to uspelo, ja. Ja, no, se upam. Ima pa ta vaša knjiga še en zanimiv dodatek, ki se mogoče malo navezuje na zgodbo o narodni spravi, to je pa vaša formula o narodni spravi, ki ste sicer na Facebooku že kar nekaj časa nazaj tudi predstavili. Mogoče bi tudi našim gledalcem povedali, kako si vi predstavljate to formulo za narodno spravo, ki je tako pomembna naloga pravzaprav. Glejte, koliko je že bilo teh poskusov, pa koliko jih še bo za neko narodno spravo. Ampak daj lahko vse govorimo o tem, pa vsak pove svoje mnenje, ne, takrat pa nismo smeli, ne. Moje mnenje je, da bi bilo treba na nek način, nekaj bo treba. In to ne polovičarsko, kot je recimo tisti spomenik tam na Kongresnem trgu, ki sta dva stolpa popolnoma ločena med sabo, dobesedno antispomenik temu je, da bi se kaj združili, to sta dva totalno ločene zadeve. Niti nobenih napisov ni pametnih, lahko. Mogoče se bo dalo to popraviti s kakšnim dobrim napisom, ne. No in jaz sem se sam vprašal, a bomo sploh kdaj skupaj prišli, ne, se samo kregamo in zmerjamo in če zelo poenostavim partizani in domobranci in levi in desni in tako naprej, da bi našli nek minimum skupnega. In potem sem jaz skušal formulirati, jaz vam povem, bil sem na Kaminu v Španiji, takrat sem že tam začel o tem študirati, sem se malo oddaljil od Slovenije. Kdaj ste pa bili na Kaminu? Kamino sem delal, ja, par let nazaj v Španiji, ne. Sam sem bil in tam ti da tudi si poduhovljen. Ta 800-kilometrska varianta. Ja, sem naredil, ja. No in potem sem že tam prišel do tega, sem rekel, kaj, najprej, da se nehamo med sabo zmerjati, da se nehamo žaliti, ne. In potem sem se trudil in sem dejansko
poglejte, v tej knjigi boste videli na zadnji strani eno izjavo, kjer bi rekli, da se ne bomo več zmerjali med sabo in sem potem po eno levo pa eno desno, ne s komunizmom, ne z revizionizmom, ne s domobranstvom, ne s partizanstvom, z nobeno stvarjo se ne bomo očitali, ne? Pa bomo mogoče, če bi večinsko to, bi bili bliže neki spravi, taki, da se malo pomiri, da ni narod tako razklan, ki je zdaj, ne? In nažalost zdaj še zmerno grozno razklan. In moja želja je, da ne bi bil, in sem rekel, da imam pa možnost, bom pa še v to knjigo to dal in sem dodal na koncu en dodatek. Ja, to je približno ena stran je te vaše formule, ki je seveda zanimiva. Zdaj, seveda meni se zdi ob tem, vseeno je težava, ne, da je 20. stoletje, kakršno je pač bilo, druga svetovna vojna, kakršna je pač bila, je vzpostavila eno izrazito neravnovesje. Ker tisti, ki so bili zmagoviti, so pač zelo dolgo slovensko družbo v celoti obvladovali. In danes je najbrž problem, da je težko to neravnovesje uravnotežiti. Seveda, zelo težko. Ne vem, jaz sem, kolikor sem mogel, sem poskušal to z eno tako predlogom, pa upam, da se bo kdo to pridružil, pa da bo kdo prebral, pa še naprej razdelil, ali pa popravil zaradi mene, ampak da bi naredili korak naprej. No. Pa je bilo doslej že kaj odzivov, vse to ste že nekaj časa že od tega? Ja, takrat, ko sem objavil, ja, torej na časniku, ampak nažalost je bilo spet dve besni, eno proti drugi skupini, da niti slučajno tega pa ne bi, tako da ni veliko uspeha bilo do zdaj. No, seveda zdaj bo s to knjigo bo ta zadeva verjetno tudi postala malo bolj znana. No, upajmo, no, če bomo probali kaj. No in res bi pravzaprav škoda, če ne bi nobena od teh zgodb dejansko doživela filmske upodobitve, ker mislim, da imajo ta filmski potencial, ste mogoče že kaj poskušali tudi po letu 1986, ali kdaj je po Štihovi smrti poskušali to vendarle spraviti na platno. Ne, nič nisem. Pač pa sem, ko sem pa začel tole knjigo pisati, mimogrede naj povem, da me je pa tale epidemija covida malo pospešila, sem bil malo več časa doma in sem lepo to knjigo ta čas napisal, tako da to je pa en dober del te krize. Ja, ne, sem rekel, bom pa še enkrat ponudil, ne, in jaz zdaj ponujam v obliki 5 zgodb, katera bi bila lahko vsaka po en stran ali film, ali pa mogoče zdaj ena epizoda neke nadaljevanke, ne, ki sicer ni, da bi se nadaljevala zgodba, ampak bom počakal pa videl, da bo komu prišla pod roke tudi iz te filmske sfere, da bodo, pa bom potem z veseljem takoj pokazal spet nekaj scenarijev, ki so že pripravljeni in upam, to je moja želja. A se pravi, da imate na lagerju še kaj doma? Ja, bi še imel in tudi, če bo zdaj dober odziv, bom seveda korajžo dobil, bi kar hitro še kakšna knjiga nastala, ne. Drugačne pa še mimogrede povem, to ni stvar ne moja, ne te knjige, ampak te dogodki iz leta 1945 bi potrebovali kakšen dober film. Tak film, kakšnih, ne vem, jaz znajo jih bolj Poljaki delati, pa Čehi v Sloveniji, še nisem videl, to bi mogel en dober režiser, ker to so pa zgodbe take, da potrebujejo film in ga bodo slej ko prej dobili in jaz upam, da bo kmalu. Tu se popolnoma strinjam z vami, tudi moje mnenje je, da je pravzaprav film verjetno tisti medij, ki bi edini lahko če bil res močan film, bi lahko premaknil stvari. Mislim, da noben drug medij tega ne more. Film bi lahko, vendar nažalost doslej imamo tisto pokrajino številka 2 Vinka Möderndorferja, ki pa je v bistvu ni dorasla pomenu te tematike. Tako da tu se popolnoma strinjam z vami, ste razmišljali mogoče, da bi pa tu poskušali kak scenarij napisati?
No, to ne vem, ampak gledajte, to je čisto druga stvar, kot rečeno, moje so lahkotne stvari, pa nepomembne, pa tako, ne, ampak to sem pa omenil, to so pa dramatične, strahotne stvari, ki so za slovenski narod zaznamovale za 100 let ali pa 200 in o tem bo moral biti enkrat, in bo en film, to je tako včasih v Srbohrvaščini se je reklo, to je neminovno, to bo en film, kje se bo najdel tisti umetniki, ne vemo, če bo se pa kakšna taka, ne vem, možnost pa skupina najdla, bo pa treba kakšen scenarij seveda pisati. Tudi jaz bi sodeloval. No, to bi bilo zelo, no, vse tako so omenili, da Poljaki imajo zdaj Katin, ki ga je posnel Andrzej Vajda, recimo tudi Hrvatje je Vrdoljak posnel to Dolgo mračno noč, ki se mi zdi tudi kar dobra freska tega, kaj se je na Hrvaškem dogajalo med drugo svetovno vojno, medtem ko Slovenci pač tu žal še nimamo. Imamo pa zelo veliko zgodb, ki bi pa se lahko ljudi dotaknile. Ja, tako, zelo. In tako da tudi mislim, da je tudi gledalcem se treba povedati, da je film najbrž tista. Mogoče bi to res bil en korak k narodni spravi. Očiščenje je potrebno, pole še se treba naprej. Seveda tudi odpuščanje in vse to, ki je s tem povezano, ampak ne pa za molčanje, to pa ne. To nas vse, bi rekel, žre. In če sem dej tako, kot sem pravzaprav v moji prejšnji knjigi tudi napisal, ki sem jo posvetil svojemu stricu, Francetu Vodlanu, ki so ga ubili po vojni, v tistih množičnih pobojih. Jaz sem njegovo nadaljevanje na nek način. Jaz sem njegov idejni dedič. Jaz vem, da je on v eni jami tam umrl in molil. In poglejte, 10 000 jih je bilo. Ampak tisti redki, ki so se rešili, kaj so lahko povzročili. Pedrov opeka je iz tega nastal. Koliko Petrov opek bi bilo? Konec koncev tudi naš predsednik vlade Janša, smo zdaj izvedeli, včasih nismo niti vedeli, njegov oče ravno tako se je rešil iz tega. Meni je moj stric dal to, da sem šel v slovensko pomlad, da sem bil v Demosu, da sem nekaj knjig napisal in nažalost skoraj 10 000 jih je mrtvih, to je bil cvet tudi slovenske, bi rekel, inteligence ali pa vsej zavednih ljudi, Slovencev. Tisti, ki so ostali, morajo tudi kaj narediti in nam daje moč taka tudi tem. Ja, to ste zelo lepo povedali. Pa bi tukaj lahko zaključili, ampak bi vseeno še zadnje vprašanje. Torej, seveda ste omenili, da ta naša razdeljenost nažalost še ni popustila. In ena točka, kjer smo kar precej razdeljeni, je tudi odnos do nekdanje skupne države. Kako bo vaša knjiga, recimo, govorite o kar enem daljšem časovnem obdobju bivše skupne države, kako lahko vaša knjiga, recimo, pomaga k preseganju tudi tega nasprotja v odnosu do Jugoslavije? Ja, ne vem, ampak kot ste verjetno opazil, nobenega nacionalizma ni čutiti, lih obratno. Tudi tisti ljudje, ki so sem prišli v Slovenijo, pa ki so se uživeli, jaz tudi pol, zanimivo je, da jaz kakšnega potem napišem kar iz trdim č, čeprav vem, da je bil včasih tisti mehki č, ampak vem pa že tudi, da je on kar sam začel trdi č pisati, ker se je pač lepo užival. Zdaj imamo pa več možnosti tudi, da so lahko ime napiše, kakor se hoče in smo vsi zato, smo vsi strpni, ali pa večina, nobene nestrpnosti ni. Jaz imam rad vse, torej te naše bivše republike, imam prijatelje posod od Makedonije navzgor, tle vidim nobene negativne stvari v taki knjigi, ki je moja, ki so tudi, konec koncev je tudi ena ljubezenska zgodba med Slovencem pa med Bosanko, Fatima, in je tukaj, kot ste videli, se mi zdi tudi vse to normalno in koliko ljudi se je premešalo,
konec koncev tudi moja žena, njen oče je prišel tam iz okolice Splita in je to vse celo fajn, da se malo tako kri pomeša, ne? Smo, vsi, zdaj pa sploh so se umirile razmere, jaz ne vidim nobenih problemov nacionalnih ali kakršnih koli. Se pravi, bi tudi ljubitelj Jugoslavije našel nekaj zase? Ja, seveda, ali pa tudi, jaz pravim, za jugofile, kaj so že, ne, jugonostalgiki, bojo tudi, ne, sej res, sej takole je bilo fino, ne, pa takole so se v tovarni lepo med sabo je bilo, pa tudi to sem vse to pustil, tako kot je bilo. Ja, fino. Torej, kaj pa, omenili ste že, da so še načrti za naprej? Ne, da bom počakal, kakšen bo odziv na to knjigo, pa če mi bo dal koražo, bom pa še zgodbi so pa še in bomo še kaj probali napisati. No, to vam iz srca želim, mislim, da so se sedaj tudi naši gledalki in gledalci seznanili s kaj precej vidiki vašega ustvarjanja, zlasti te vaše knjige Zlom, in se bodo lahko tudi sami seveda prepričali o vaši zmožnosti prikazovanja nekega časa, ki je marsikomu znan, marsikomu pa več ne. In to je gotovo neka posebna odlika vaše knjige. Za danes pa se vam zahvaljujem za vaš čas, za to, da ste prišli v naš studio vendarle iz Vira pri Domžalah in da ste z nami podelili številne zanimive uvide, ne samo v povezavi z Zlomom, ampak tudi iz vaše kar bogate bere življenjskih izkušenj, ki posegajo na različna področja. Hvala lepa in upam, da se še kdaj vidimo v tem studiu s kakšno drugo temo ali pa morda ob kakšnem novem scenariju ali novi knjigi. Ja, tudi vam iz srca Bohlonaj, pa pozdrav gledalcem. Nasvidenje. Ja, dragi gledalke, cenjeni gledalci, prišli smo do konca še ene oddaje Za skupno dobro z zanimivim gostom, gospodom Antonom Tomažičem. Sva se predvsem ustavila ob njegovi knjigi Zlom. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost in upam, da se kmalu srečamo ob podobni priložnosti. Vse dobro in nasvidenje.